Se spomnite starega i10? Evo, na teh fotografijah ga lahko vidite. Takšen visoki, na videz malo neroden mestni malček je bil to. Sicer uporaben, ampak za veliko večino Evropejcev preveč, ne vem, ozek. Hyundai pa postaja vse bolj evropska znamka. Jasno, saj imajo tukaj razvojni center in tudi tovarno, tako da je v veliki večini primerov korejski samo še tale logotip. Mogoče novi i10 ni več tako poseben v razredu, je pa zato odličen mali avtomobil. Tudi v tem razredu se je razplamtel pravi boj za cekine. Volkswagen s svojim trojčkom, Renault z novim Twingom, Citroën, Toyota in Peugeot z drugim trojčkom. Ja, zmaga bo res veliko vredna. Ampak poglejte, tale Hyundai se nima česa sramovati. Oblika je meni zelo simpatična in se spogleduje z višjim razredom. Ne izgleda ceneno in ne daje občutka, kot da ste se odločili za najcenejši avto na trgu, ker za boljšega pač niste imeli dovolj denarja. Prav nasprotno. Zdaj izgleda tako, kot da ste se namenoma odločili zanj. Tudi počutje znotraj je zelo dobro, prav tako položaj za volanom, armaturna plošča lepše objame in tudi odlagalnih površin je veliko. Dobro, prtljažnik pri teh malčkih nikoli ni bil ogromen, ampak je dokaj lahko dostopen in ima vseeno tistih 252 litrov, kar bo za prvo silo dovolj. V bistvu je to celo več kot pri konkurenci. Tudi v notranjosti na zadnji klopi ni veliko prostora, ampak hej, to je malček med avtomobili. Vseeno pa smo se štirje dokaj udobno peljali tukaj, pa niso vsi med nami tako majhni kot Anže. Tako da se da. Najbolj me je spet razočaral volan, ker je premalo odziven. Po občutku je preveč odsoten, tako kot pri ostalih Hyundaijih. Ampak če se postavim v vlogo tipične uporabnice tega i10, verjetno bo navdušena. Med vožnjo v mestu bo verjetno vesela, da je tako mehek, enako kot menjalnik, kot putrček mehek. Edino rikverc se zatika. Vedno. To pa boste morali še popraviti pri Hyundaiju. Južnokorejci daje na izbiro dva motorja, ampak o šibkejšem sploh ne razmišljajte, ker je samo 450 € cenejši. Tale 1,2 litrski štirivaljnik, ki proizvede 64 kW oziroma 87 konjev, je namreč tako dober, da ga lahko samo priporočim. Rad se zavrti, je odziven in presenetljivo živahen. Celo na avtocesti brez večjih težav požira daljše klance in je v bistvu edina stvar, ki jo pogrešam, samo malo daljša peta oziroma kar šesta prestava, da bi bil malo tišji. Za vso opremo, ki jo ima tale, stane 12.930 €, ampak tukaj dobite ogrevan volan, gretje sedežev, usnjene sedeže, vse stvari, ki jih v bistvu ne potrebujete, ampak so kul. Plus 5 let garancije brez omejitve kilometrov. Kako naj povem na kratko? Verjetno je to najboljši Hyundai do zdaj. Evo, v svojem razredu.